No, pri prvih električnih avtomobilih smo se pritoževali, da imajo prekratek doseg. Potem smo seveda dali noter več baterij, ampak avtomobil smo tudi povečali in pa tudi obtežili. In danes imamo velike električne avtomobile, ki imajo velike baterije, daljši doseg, ampak včasih bi pa želeli, da bi bili tudi tako učinkoviti kot tisti prvi električni avtomobili. In danes nas bo seveda zanimalo, kakšna je ta korelacija med maso, velikostjo in pa dosegom. In tukaj sta že mali in veliki. Oba imata enako značko, oba sta tehnološko sorodna, obenem pa sta dimenzijsko precej oziroma dovolj različna. Prvi je Hyundai Inster, ta ima baterijo s kapaciteto 46 kWh, tehta pa 1410 kg. Na predstavnih teh velikih električnih avtomobil pa je Ioniq 5, ta ima skoraj dvakrat večjo baterijo, 80 kWh, ampak njegova masa je preko 2 toni, 2060 kg. Prevažamo naokoli. Jaz predlagam, da se kar lotiva testa, na koncu pa pogledamo skupaj, zakaj in kako smo prišli do razlik. V avtomobilnosti vam ob naših testih avtomobilov vselej serviramo podatke z našega normnega kroga. In ta normni krog je sestavljen iz tretjin. Po 1/3 mestne vožnje, 1/3 izvenmestne vožnje in 1/3 vožnje po avtocesti. In to s hitrostmi 130 km/h, brez kakšnega posebnega varčevanja. Tudi z električnimi avtomobili. In tega sistema se bova z Miho držala tudi tokrat. In na avtocesti je ta velik električni avtomobil tudi zares doma. To je prvi avtomobil v družini in to je tudi avtomobil, ki je zelo, zelo popularen med slovenskimi tistimi komuterji, ki se peljejo recimo iz enega mesta v drugega, vsakodnevno na šiht, kot rečemo. Ker je to avtomobil, ki je dejansko optimiziran za dolge vožnje. To je dolgoprogaš, električni dolgoprogaš in kot tak je seveda optimiziran za to, da se bo po avtocesti peljal kar se da učinkovito. Je pa res, da je lahko takšna velika baterija odvisno od potreb celo nepotrebna obremenitev. To je nekako tako, kot da bi na večerni lahek sprehod vsak dan nosili težek potovalni kovček z vso prtljago. Seveda je to nesmiselno in tako se lahko vprašamo, ali je takšna velika baterija res najboljša odločitev. No, prve odgovore bomo dobili že po avtocestnem odseku, ko se z Miho ustaviva in primerjava rezultate. Luka, po 70 km avtocestne vožnje imam jaz porabo 23,6 kWh na 100 km, zaloge energije imam še za 84%. Kakšno je stanje pri tebi? Inster pa je imel na identični poti povprečno porabo 20,4 kWh, ostalo mi je še 75% baterije in to pomeni, da je dobre 3 kWh manj porabil tale Inster. No, jaz bi ocenil, da so to kar pričakovani, normalni podatki. Vse je prav, da ima ta nižjo porabo. Kaj pa meniš, no, da je vplivalo na to? Seveda, tisti glavni faktor je po mojem mnenju dejansko večja masa, kot je samo po sebi. Masa je absolutno najpomembnejši faktor, ampak ni samo masa faktor pri električnem avtomobilu in še posebej na avtocesti. Tam pomembno vlogo recimo igrajo tudi kolesa oziroma pnevmatike avtomobila. No in če tukaj pogledava zdaj razliko. Jaz jih imam 235, 55, 19, no, Inster pa ima platišča 17-palčna in širino pnevmatik 205. Torej, precej manjša kolesa so to. To je res, je pa res, da sem pričakoval, da bo razlika še celo večja, ne? Ampak poglej zdaj profil pnevmatik pri Ioniqu in profil pnevmatik pri Insterju, ki je precej tanjši in tako dobimo precej manjši premer koles. In na kaj to vse vpliva? Kot prvo se za malenkost poveča, se pravi, čelni zračni upor avtomobila, potem več je tukaj spodaj v kolesnem ohišju turbulenc, pa tudi, ko imamo maso premaknjeno dlje
od središča osi, takrat rabimo več navora, da premagamo vztrajnostni moment pri vsakem pospeševanju. In kaj je še pomembno? Ko se ta guma hitro vrti, takrat se guma tudi segreva in več energije gre v toploto namesto v premikanje. In tukaj seveda prideva do vseh tistih nujnih detajlov, ki potem naredijo avtomobil dejansko aerodinamičen oziroma tudi učinkovit. In zdaj, recimo, mene v oči so mi padli recimo že ta enostaven element pri teh blatnikih, se pravi, s tem, verjetno je to tudi nek aerodinamični element. Seveda, do aerodinamike tudi prideva, ampak veš, da je zanimiv podatek, da je Inster, kljub temu, da je manjši, celo manj aerodinamičen na papirju od Ionika. Koeficient pri Insterju je 0,309, pri Ioniku pa 0,288. Zakaj pa misliš, da je tako? No, pač ta je škatlast, ne? Visok je, kratek je. Pa še roko na srce, to je seveda avto, ki se bo pretežno vozil po mesti, pri nižji hitrosti, kjer aerodinamika vendarle ne igra tako zelo velike vloge. Ta avtomobil pa bistveno seveda mora biti aerodinamičen. Zdaj, kar se tiče samih aerodinamičnih elementov, meni je zanimivo to, kad že tukaj vidimo, da ima tudi ta majhen avtomobil to možnost, da se te lopute, da se odpirajo. Ne? Kaj še dodava? Ker je pa hudič vedno v detajlih, ne? Pa če pogledamo natančno, vidimo pri Ioniku, da ima potopne kljuke, ki se med vožnjo skrijejo, in pa en tak zelo gladek zadnji spoiler, ki ga recimo ta Inster nima. Pa tukaj v bistvu tudi reža, skozi katero gre zrak na strešnem spoilerju. No, ampak zdaj greva na regionalno cesto. Zdaj, tam pa je zelo rad vožnjo z inercijo in mislim, da masa pri inerciji pa kar pride prav. No, tam pa bo razlika mogoče malo manjša. Greva provat. Inercija oziroma ohranjanje momenta je na regionalni cesti izjemno pomembna in električnemu avtomobilu praviloma večja masa pri tem pomaga. Ampak kljub tej večji masi je seveda odločilno, da mi vozimo pravilno, da vozimo električnemu avtomobilu primerno. Ampak to ne pomeni, da mečkamo, da cincamo, ampak pomeni, da gledamo naprej, da vozimo z ogromno predvidevanja in da vozimo predvsem tekoče. Ampak na vsaki vožnji je treba tudi zavirati. In ko govorimo o električnih avtomobilih, zaviranje pomeni rekuperiranje oziroma pridobivanje elektrike. Pravzaprav so električni avtomobili kar male mobilne elektrarne. Kako zmogljiva pa je ta elektrarna, je pa seveda tudi odvisna od posameznega avtomobila. In v tem pogledu je ta Ionik 5 dvakrat bolj zmogljiv kot pa tisti mali Inster. In do meje največje moči te rekuperacije lahko pridemo tudi s pomočjo sistema iPedal. Tako Hyundai imenuje tisto značilno električno vožnjo z eno stopalko. Takrat, ko pritiskamo samo na stopalko za pospeševanje, zavore pa ne rabimo. No, ali vam je ta sistem všeč ali ne, meni ni vedno, ampak moram reči pa, da je Hyundaijev sistem eden najbolje kalibriranih na trgu. No, seveda tisti predzadnji odsek je bil seveda meni najbolj zanimiv, seveda, ker so se vozila po ovinkih.
najbolj je zanimiv za vožnjo, največ užitka je v vožnji, ampak najbolj zanimivi za porabo energije pri električnem avtomobilu smo pa ugotovili, da so vzponi in spusti. Ja, in pri vzponu se je poznalo, da so imeli največjo razliko v porabi. Se pravi, takrat so bila kot 4,2 kWh razlike, da je bilo med tema dvema avtomobiloma, če se prav spomnim. Ne? Pri vzponih masa in pa seveda tudi moč motorja praktično najbolj kaznuje. Je pa res, da potem, ko se začneš pa spuščati, pa masa začne igrati v prid. In potem sva recimo tako spremljala, kako je ta razlika med povprečnima porabama, kako se je začela manjšati in kako je začel Ioniq proti Insterju takrat kar naenkrat pridobivati. In razlika je iz 4 kWh se znižala potem na 2 kWh. Rekordno nizkih 2 kWh. Se pravi, vse tisto, kar dejansko gor daš, tudi praktično že skoraj nazaj dobiš. Ja, ampak na koncu pridemo do končnih številk. Torej, Inster je imel povprečno porabo na regionalki plus mestna vožnja 12,6 kWh, Ioniq pa 15,0. Torej, tukaj pridemo do približno 2,4–2,5 kWh razlike. Ampak skupna poraba na koncu je bila pa pri tem avtomobilu 19,4, pri tebi pa 16,3, torej pa dobre 3 kWh. Dobre 3 kWh skupaj. Kaj se pravi, prispevku dava naslov 3 kWh porabiš več, če imaš koliko dobrih 600 kg več sabo nahrbtnika. Torej, tretjino težji avto oziroma električni potovalnik v primerjavi s tretjino lažjim avtomobilom, mestnim električnim avtomobilom, 3 kWh bo nekako razlika v povprečju. Ampak seveda, treba je na koncu dodati, da je variabil pri električnih avtomobilih lahko še več. Tudi takšnih, ki danes niso posebej prišle do izraza, namreč danes sva vozila v praktično idealnih spomladanskih temperaturah, okoli 16 stopinj Celzija je bilo. Torej, če bi vozila po zimi, bi do izraza lahko prišla tudi toplotna črpalka, sicer v tem primeru jo oba avtomobila imata, ampak če recimo ne bi imela, pa bi morali prišteti še kakšno dodatno kilovatno uro ali dve. Ampak kakorkoli, kljub samo, da je bil to danes samo en scenarij, pa samo en primer, se pravi, ni šlo za neko znanstveno raziskavo, pa vendarle mislim, da so vseeno dobila en tak kar v redu reprezentativen podatek, ki dejansko nam lahko koristi pri izbiri električnega avtomobila. Torej, ta podatek je 3 kWh.